zelo pomembno je, da otroci v svojem procesu, torej spoznavanja nogometa, spoznajo tudi druge športe. In en res lep približek nogometnemu okolju je vsekakor tudi futgolf. Moramo priznati, da se ta šport v našem okolju, v naši državi eksponentno razvija, tudi zaradi akterjev, ki so v tem okolju, ki vlagajo ogromno energije. Kako se trenutno to izvaja, zdaj v določenih MNZ-jih izkoriščamo to priložnost kot neko dodatno dejavnost, za neko dodatno popestritev. No, tu zdaj lahko jaz malo prekinem, meni kopirajo nas, ker mi smo prvi začeli, ne? Moramo tukaj izpostaviti, da MNZ Maribor je prvi začel z futgolfom kot neka nagrada za vse igralce izhodnega letnika iz regijskega centra U13, potem pa seveda je sledila domača MNZ, če lahko rečemo tako, se futgolf, jaz mislim, da je doma na Ptuju. Tako da pol ste vi začeli, jaz upam, da ste nas dobro kopirali. Ja, hvala Jani, zdaj si me dobil ne na lažje, ampak ja, vi ste res bili prvi, ampak dejstvo je, da smo tudi mi uživamo v tem procesu, imamo res privilegij, da imamo futgolf igrišče dejansko pri nas na Ptuju, kjer so odlični pogoji. Tudi z družino, ki skrbi za futgolf igrišče na Ptuju, smo res lahko hvaležni, da imamo možnost tam postaviti take pogoje, ki so primerljivi tudi z marsikaterimi evropskimi državami, ki imajo dosti bolj razvit ta šport. Tako da jaz sem zelo hvaležen tudi Futgolf zvezi Slovenije, ki nam popestri tudi našo nogometno okolje in se lahko skupaj na nek način razvijamo. Ja, res je, tu bi se tudi jaz rad zahvalil vsem povabilom, kaj so sledili. Z veseljem smo se odzvali, pa seveda Maribor je vedno številka ena, tako da zakaj ne bi še bil tudi v tem, da smo naredili prvi korak, mi pa je všeč, da hočejo vsi nas kopirati, ker to pomeni, da nekaj delamo dobro. Ne? Bravo Jani, čeprav mislim, da je najboljši futgolf igralec trenutno v Sloveniji, prihaja iz ptujskega območja, tako da. Ja, se nekaj pa morate imeti, ne?